Tu je Franček, rad bi se igral, zdaj velik bo postal. Franček in prijatelji za vas nešteto zgodb imajo za vesele dni. Glejte Frančka, k vam prihaja. Glejte Frančka, k nam prihaja. Tu je Franček. Frančkov nočni prijatelj. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Plaval je in vozil kolo. V marsičem se je izkazal. Nekega dne pa je spoznal, da je najbolje znal biti samo Franček. Wow, poglej vse te zvezde, oči. Zilijon jih je. Kaj praviš, jih preštejeva, da vidiva? Oči. Naj ti pokažem nekaj skupin zvezd, ki so videti kot živali. Živali? Kje? No, pa poglejva. Torej, tamle je Pegas, konj. Ne vidim konja. Tamle je, glej. Pusti naj te vodi domišljija. Še eno mi pokaži, oči. Poglejva, ozvezdje tamle na severu je Ursa Major, veliki medved. Medved? Ne zgleda mi kot medved. Wow, si videl tisto zvezdo? Kresnička je bila, ki misli, da je zvezda. Ulovil jo bom. Hej, kaj je bilo pa to? Ups, oprosti, nisem vedel, da je tudi ti loviš. In kdo si ti? Netopir, pa ti? Franček sem. Ti si pa nov tukaj? Ne, odkar pomnim živim tu. In kdaj si se ti preselil? Že od rojstva živim tu. Kako to, da se nisva že srečala? Netopir, kje si? Nisi še pozajtrkoval? Mama kliče, moram iti. Počakaj no, povej, kje živiš? V velikem hrastu, ob mostu. Hej, te lahko kdaj obiščem? Seveda, to bi bilo super. Mar ni malo pozno za zajtrk? Netopiri zajtrkujejo, ko pade mrak. Takrat, ko bi morale male želvice že spat. Oči, ali res moram? Pridi, dvignil te bom na rame. Na poti domov ti pokažem še par ozvezdij. Pokaži mi kakšno zvezdo, ki je kot želva. O ja, seveda. Ozvezdje je imenovano Franček. Oči! Hej, Netopir, a si doma? Mogoče pa nisem na pravem kraju. Hej, Netopir, kje si? Tu gor sem, Franček. Takoj pridem. Kaj? Na glavo si obrnjen. Ti tudi. Tvoja starša veste, da si še po konci? Po konci? Jutro je. Kje sta pa tvoja starša? Spita. Joj, vsa tvoja družina spi obrnjena. Ja? Kako pa ti spiš? Jaz se uležem, ampak nisem ptica. Tudi jaz nisem ptica. Vidiš, nimam perja. Pa res? To me škečka. Je leteti težko? Ne, enostavno je, poglej. Wow, tole mora biti pa neverjetno zabavno, kaj? Ja, pravzaprav je res. Netopir, kaj še počneš po konci tako pozno? Saj že grem. Moraš res zdaj spat? Seveda, od sinoči sem že po konci. Buden si lahko vso noč? Pravzaprav bi naj po polnoči malce zadremal, ampak včasih se raje igram. Prideš kasneje k meni na obisk? Prav, kje si doma? V okrogli hiši ob ribniku.
Pridi takoj, ko boš povečerjal. Mislim, po zajtrku. Mislim, preden pade mrak. Zmenjeno. Se vidiva, Franček. Super. Tako, pa sem. O ja, to je pa super. Zdaj sva si pa podobna. Franček, kaj pa delaš? Trudim se, da bi zaspal. Obrni na glavo. Tako kot spi netopir. Netopir? Sinoči sem ga spoznal. Nikogar podobnega ne poznam. Res? Kako pa je videti? Ušesa ima in peruti, kot jaz. Kako da ga nisem nikoli srečal? Zato, ker podnevi spi, ampak potem bedi vso noč. Vso noč? Kako lahko po noči igra nogomet? On tega ne počne, ampak počne vse drugo. To mi je všeč pri njem. Hej, oba sva lahko netopirja. Ti lahko spiš obrnjen na tisti veji. Kaj pa vem, Franček? Popoldanskega spanca ne potrebujem več. Se ne bi šla raje igrat kaj drugega? Mogoče jutri, medved. Prav. Se vidiva? Se vidiva. Franček, saj veš, da ne smeš biti pozno po konci, ne? Vem, mama. Le kratek čas bi se rad igral z netopirjem. Za hišo bova na dvorišču. No, pa naj bo. Čutim, kako veter razpira moja krila. Živjo, Franček. Živjo. Hej, lepa ušesa. Ja, imam tudi krila, tako kot ti. Odlično, pa že znaš leteti? Malo že, ampak ne znam po zraku. No, pokaži, naj vidim. No prav, na ta način pa še nisem poskusil. Avč! Je vse v redu? Ah ja, v redu sem. To je najdlje, kar sem doslej letel. Kaj res? Nikamor še nisi šel. Ampak bil sem nad tlemi. Ja, temu se reče letenje. Ko bi le znal tako leteti. Pa saj, naj te ne skrbi, imaš svoj način, z nogami na tleh. Ampak to ni tako, kot letiš ti. In? Saj nisi netopir. To pa drži. Kaj je narobe? Lahko se zabavava, vso noč še imava. Ne, žal ne. Zdaj moram spat. Kaj? Zdaj boš moral v posteljo? Saj je vendar noč. Sej vem, ampak jaz spim po noči. Vsa moja družina spi. Franček, v posteljo bo treba. No, vidiš, želve se po noči ne igramo. Hvala za obisk, netopir. Ja, se vidiva, Franček. Hej, Franček! Zdravo, medved. Kaj s tvojo netopirsko preobleko? Pospravil sem jo. Kako to? Mislil sem, da si želiš biti netopir. Viseti obrnen je edina netopirska reč, ki jo zmorem, pa še pri tem me boli glava. In zakaj pravzaprav želiš biti netopir? Zelo dobro ti gre biti Franček. Kaj je pa pri tem dobrega? Točno to! To je dobro! Kaj? Poglej te žabice. Jaz tega ne zmorem. Pa netopir? Najbrž ne bi mogel držati kamna na pravi način, ampak zna pa druge stvari. Ti pa tudi, Franček. Plavanje, igranje nogometa, skrivanje v oklepu. Pa še ena stvar, v kateri si vedno blestel. In to je? Biti moj najboljši prijatelj. Hvala, medved. Tudi ti si moj najboljši. No,
Nauči me, kako metati žabice. Najti moraš lep ploščat kamen. Daj, na to pa že vem. Hej, netopir, si gor? Hej, Franček, kaj dogaja? No ja, mislil sem, da bi se nocoj spet oglasil pri meni. Rad bi učne ure letanja, a ne? Dej no, sej sem želva. Rad bi, da spoznaš moje prijatelje. Prav, lahko pripeljem tudi svoje. Odlična ideja. Več nas je, bolj se bomo zabavali. Se vidiva, netopir. Hej, Franček, počakaj. Ja? Preden spet zaspim, me zapelješ en krog na reči s kolesi. Na kolesu misliš? Seveda. Drži se. Wow, krasno je! Ja, res je, kaj ne? Franček in dva Henrika. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Imel je zlato ribico Zlatko. Medved pa je bil njegov najboljši prijatelj. Tudi medved si je želel hišnega ljubljenčka. In ker sta bila najboljša prijatelja, mu je Franček želel pomagati. Živjo, Franček. Živjo, medved, se greva peljat s kolesi? Žal ne morem, Franček. Ugani, kaj jaz počnem. Ješ piškot? Haha, blizu. Čakam na Bobrovko in Henrika. Henrika? Njenega hrčka? Jep, Bobrovka bo z doma ves vikend. In jaz bom Henrikova varuška. Ti boš pazil na Henrika? Ja, jaz kdo pa? Ampak to še ni vse. Oče in mami pravita, da mi bosta kupila hrčka, če bom nanj lepo pazil. Wow, izpolnila se ti bo želja. Živjo, fanta! Bobrovka, hej! Živjo. In tu je Henrik. Dobro jutro, Henrik, poglej, tvoja najljubša. Henrik. Sveža, sočna detelja. Živjo, Henrik, bi piškot? Nikar ga ne hrani s tem. Henrik ima svoje piškote. Slastni zalogaj za hrčke, polni so vitaminov in mineralov. 4 različni okusi so. Ampak vedi, da oranžnih ne mara. Samo enega dobi vsak dan, razumeš? Seveda, en piškot na dan in oranžnih ne mara. Super. No, pa pokaživa Henriku svojo sobo. Kaj ni to super? Poglejta, fanta, Henrik se že počuti kot doma. Je že na kolesu. Krasno, Bobrovka. Ampak, a res potrebuje vse to? No ja, rada bi bila prepričana, da ima vse, kar rabi. Henrik je prav poseben hrček, veš? Ni tako buhek. Bajaži, pazi, da veš, izija. Zakaj je tako poseben? No, glej. Wow. Noro! To pa še ni vse. Odzove se, če ga pokličeš po imenu. Henrik, pridi no, Henrik. Wow, naj poskusim. Henrik. Dobro, zdaj pa jaz. Pridi, debeluškec. Na to se pa že ne bo odzval. Henrik! Pa res, Henrik pa je poseben hrček. Izjemen je, a ne? Zelo bom pogrešala ta ljubka okrogla lička. Nikar ne skrbi. Zelo bom pazil nanj. Saj vem, da boš, medved. In jaz bom pomagal. Hvala, fanta. Nasvidenje v nedeljo. Se vidimo. Adijo. Adijo, Henrik. Vse je v redu, Henrik. Zelo skrbno bova pazila nate. Kaj ne, medved? Kaj pa da? In potem bom tudi jaz imel svojega hrčka.
Henrik, tale vikend je pa hitro minil, kaj? Bobrovka se jutri vrne in odšel boš domov. In jaz bom dobil svojega hrčka. Upam, da ti bo podoben. Hej, nehaj, žgečka me. Lepe sanje, debeluškec. Bom jaz. Dobro jutro, Franček. Boš pomagal pripraviti vse... Hvala, mami. Zdrav, Franček, pridi. Za hrčka. Medved, kaj je narobe? Ni da ni. Kaj se je zgodilo s tvojo sobo? Henrik je sinoči pobegnil iz kletke. Wow, tole je njegovo maslo? Ne, moje. Iskal sem ga, a ga ne morem najti. Bobrovka se danes vrača domov. Moraš ga najti. Henrik! Tiše, Franček. Mama in oče ne smeta izvedeti, da sem ga izgubil. Ups, oprosti, medved. Je že v redu. Poskusi, a malo tiše. Pridi, preveriva še ostale sobe. Vso hišo sva že preiskala. Le kje bi lahko bil? In zakaj se ne odzove in ne pride, ko ga pokličeš po imenu? Joj, izgubljen je za vedno. Starša mi nikoli ne bosta dovolila imeti hrčka. Pa še Bobrovki boš moral kupiti novega. Hej, imam dobro idejo. Kaj, ko bi Bobrovki kupila novega hrčka, še preden se vrne? Vseeno bo potrta, Franček. Ampak sej ne bo vedela, da je hrček nov. In enako velja za tvoje starše. Šla bova v prodajalno in kupila novega Henrika. No prav, pa dajva. Dobro, preveri svoj šparovček in jaz bom svojega. Čez pol ure se dobiva v prodajalni. Mislim, da sva odlično izbrala, medved. Ta hrček je videti natanko tako kot Henrik. Ja, res je. In tudi je enako kot on. Po moje Bobrovka nikoli ne bo opazila razlike. Henrik! Henrik? Pridi, Henrik. Kako hitro se lahko privadi na novo ime? Medved, Bobrovka je tu. Tako hitro pa ne. Morda pa le ne bo opazila. Seveda bo opazila. Paziti morava le, da tega ne izvesta tvoja starša. Zelo prijeten izlet je bil, ampak komaj sem čakala, da se vrne k svojemu... Tukaj si? Si se lepo obnašal? O ja, super je bil. Brez problemov. Naj te ne skrbi za njegove stvari. Midva jih prineseva. Počakaj, Franček. Naj se zahvalim medvedu. Hvala, medved. Upam, da dobiš svojega hrčka. Zaslužiš si. Henrik! Bobrovka, počakaj! Tole je pravi Henrik. Pravi Henrik? Henrik je sinoči ušel.
Pustil sem vratca kletke odprta. In ker ga nisva uspela najti, sem pregovoril medveda, da kupiva novega. Pa nista pomislila na to, da bom izvedela? Žal mi je, Bobrovka. Hotel sem te pretentati, namesto povedati resnico. Seveda. A vesela sem, da imam spet svojega Henrika. Tega hrčka bom pa moral vrniti v prodajalno. Medved, veseli me, da si Bobrovki povedal, kaj se je zgodilo. Tudi mene. Brez dovoljenja ne bi smel prinesti hrčka. Samo en Henrik je pravi. In lepo si skrbel zanj. Res sem, kaj ne? Seveda, pokazal si, kako odgovoren znaš biti. Zato meniva, da imaš lahko svojega hrčka. Kaj res? Tega? Ha, če želiš. Hvala, mami, hvala, očka. Pridi, Franček. Medved, to je Henrikova kletka. Ha? O, seveda. V prodajalno bo treba. Tvoj hrček potrebuje svoj dom. A gremo vsi? Seveda. Šla bom s svojim vozom, da bomo vse naložili. No in kako mu bo ime? Henrik. Henrik drugi.